Sestre iz pokrajinskih bratstev, najprej tukaj, kjer smo gostitelji na Vidmu, potem iz pokrajinskega bratstva Ljubljana in pokrajinskega bratstva Koprske škofije. Seveda tudi sam pozdravljam najprej brata Jožeta, ki danes ni samo vas pozdravil kot predsednik Narodnega sveta, ampak tudi kot tisti, ki ima tehniko čez. Tako, danes so me zadolžili, da bi naj nekaj spregovoril o Frančiškovem tranzitusu, o tem, kar pravzaprav letos praznujemo jubilejno leto Frančiškovega prehoda iz tozemeljskega življenja v večnost. In oziral se bom predvsem na vire, ki govorijo o tem. Namreč letošnje leto bomo v Sloveniji tudi izkoristili, tako nam je zadnjič obljubil Jan Dominik Bogataj, da bomo morda že za Frančiškovo imeli v slovenščino prevedene njegove vire. Zakaj je pomembno brati Frančiškove vire? Zato, ker je tam zbranih več vidikov, več pogledov na Frančiškovo umiranje. Tudi če bi bili mi tam navzoči, bi verjetno vsak videl to v svoji luči. Tako da na koncu, ko beremo te zapise, dobimo eno sliko, en mozaik. Tudi vi, če bi danes, na primer, ki poznate enega človeka, vsak na svoj način opisoval vaš vidik, bi ga verjetno vsak na drugačen način videl. Zato je težko sestaviti en življenjepis, ki bo povedal vse. Tako kot človek sestavlja to sliko, pa dobi en celotni pogled. In tudi ti viri imajo svoj razvoj, svojo obogatitev in pa seveda tudi nekaj cenzure. Mogoče neke stvari so bile zapisane, mogoče, ki niso bile tako dejansko, pa so jih odstranili, druge stvari pa morda dodali, ki so bile pomembne za tistega pisca. Za uvod bi postavil eno vprašanje. Kakšen je bil Frančiškov odnos do smrti in do umiranja? In kakšen je odnos do smrti in umiranja danes pri nas? Naš se zdi, da smo jo odrinili namreč smrtno obrobje, da smo jo potisnili v bolnišnice, domove za ostarele, da nas ne bi vznemirjala preveč, da bi bila nekje skrita, kajti zdi se, da ta družba vztrajno odriva horizont smisla, bivanja in naj bi celo človek sam odločil o koncu svoje smrti. Pred kratkim smo se v Sloveniji soočali z referendumom tudi o tem, o prostovoljnem končanju, kakor so ga imenovali, ali evtanaziji, asistirana smrt. Namreč v državi Quebec je menda že 7% takšnih prosilcev, kar je zelo veliko. V srednjem veku, v katerega spada naš sveti Frančišek, pa je bila smrt bolj udomačena. Prvi igralec ni bila družba, ki bi določala svojim pogledom. Ni bil drugi, temveč je pri samem obredu umiranja bil protagonist sam umirajoči. Namreč govorijo o neke vrste ars moriendi ali umetnosti umiranja. Ta človek, umirajoči, prosi za odpuščanje grehov, za spravo, naredi tudi oporoko, kako bo zapustil svojo dediščino. Ponovadi je obkrožen tudi z določenimi, narekovajo, specialisti. Najprej predvsem z duhovnikom, ki ga spove, ki mu da odvezo, potem tudi z notarjem, ki zapiše poslednjo željo. Potem so tukaj tudi navzoči sorodniki, prijatelji, katerim lahko umirajoči zaupa svoje bolečine, svoje strahove, kjer lahko tudi slišijo poslednje besede tega umirajočega. In Frančišku je bil znan ta obred. Sledi
Tega najdemo v pismu vsem kristjanom ali vsem vernikom. Pa mi dovolite, da za uvod preberem to besedilo, ki ga je torej sestavil Frančišek, iz katerega diha, kako on pozna neke vrste ta obred umiranja. Govori pa seveda bolj o nespokornjenem bolniku, kot opomin nam. Takole pravi: telo zboli, smrt se približa, sorodniki prihajajo in prijatelji ter govorijo: uredi svoje stvari. Njegova žena in njegovi otroci, sorodniki in prijatelji klinijo v jok. Ko jih gleda in vidi, kako jokajo, ga ta prevara gane in misli sam pri sebi govori: glej, svojo dušo in telo in vse svoje imetje polagam v vaše roke. Zares zadene prekletstvo tistega človeka, ki zaupa in izpostavlja svojo dušo in telo in vse svoje v take roke. Zato pravi Gospod po preroku: preklet, kdor zaupa v človeka. Takoj pokličejo duhovnika. Duhovnik mu reče: ali hočeš prijeti pokoro za svoje grehe? On odgovori: hočem. Ali hočeš zadostiti za svoje grehe, po svojih močeh popraviti krivice in iz svojega povrniti tisto, v čemer si krivično prevaral in goljufal druge? On odgovori: ne. In duhovnik reče: zakaj ne? Zato, ker sem vse dal v roke svojih sorodnikov in prijateljev. Tedaj že začne izgubljati sposobnost govorjenja in tako ta nesrečnež žalostno umre. A vsi naj vedo, da človeku, ki kjerkoli in kakorkoli umrje v smrtnem grehu brez zadoščenja, ko bi mogel zadostiti, pa ni zadostil, hudobni duh ugrabi dušo iz telesa v taki tesnobi in muki, kakršne ne more nihče razumeti, razen tistega, ki to izkuša. Vsi talenti, oblast in znanje, vse, kar je domneval, da ima, vse mu bo odvzeto. Tako se zapusti sorodnikom in prijateljem, ki pograbijo njegovo imetje, si ga razdelijo in potem pravijo: prekleta bodi njegova duša, ker bi nam mogel dati in pridobiti veliko več. Kakor pa je res pridobil. Črvi jedo njegovo telo, tako pogubi dušo in telo v tem kratkem življenju in gre v pekel, kjer bo trpel muke brez konca. Tako torej besedilo iz pisma vsem kristjanom, vsem vernikom. Sedaj se želim pa lotiti malo pregleda teh virov, ki govorijo o Frančiškovem umiranju. Gre pravzaprav za vire dveh vrst. Eni viri po eni perspektivi, kajti perspektiva je tisti namen avtorja, zakaj je nekaj pisal, pod katerim vidikom, so pravzaprav spomini. In te spomine opisuje asiška kompilacija ali asilška zbirka. To je zbirka več avtorjev. Ti spomini niso napisani po nekem logičnem časovnem zaporedju, ampak gre bolj za kakšne vtise. Druga vrsta pa so uradne biografije. Tukaj mislim predvsem na tistega prvega, ki je napisal, to je Čelanskega, in pa potem tudi Bonaventura. Dve pravzaprav pripovedni tradiciji, včasih se zdi, da sta si celo nasprotni, ampak gre pravzaprav za tip predstavljanja, predstavitve. Bolj bi lahko rekli, da gre za dopolnjevanje. In prva tradicija torej predstavlja Frančiška bolj kot tistega, ki gre v smrt kot človek, kot kristjan, ki se v stiski izroči Bogu, tako da tudi rabi tolažbo, pomoč bratov, ki so blizu. Druga tradicija pa priča o Kristusu
oziroma kot smrti Kristusu podobnega svetnika. Se pravi, ni toliko izpostavljen ta človeški vidik, ampak svetnik, ki se že daruje bratom kot vzor, ki zapušča svoj zgled, ki je vzor evangeljske popolnosti v umiranju in že na nek način izpolnjuje tisto nebeško bogoslužje. Pa si bomo najprej ogledali torej smrt kristjana. Frančiška kot tistega, ki umira kot kristjan. Tukaj se bom naslanjal na že omenjeno asiško kompilacijo ali asiški zbornik. Ni kronološkega vrstnega reda, gre za sveženj spominov, dogodkov, ki jih je Frančišek doživljal v zadnjih obdobjih življenja, zaznamovanih z boleznijo in smrtjo. Se pravi, lotili se bomo tudi Frančiška malo pred smrtjo. Ne gre samo za trenutek smrti, ampak malo pred smrtjo. Tukaj gre za dve skupini dogodkov. Prvi dogodki se nanašajo na Asizi, na škofijsko palačo, kjer je Frančišek gost pri škofu. Potem drugi del dogodkov pa se nanaša na kraj pri Sveti Mariji Angelski, pri Porciuncoli, kjer želi Frančišek umreti. Zdaj, pri škofovski palači stanuje. Vemo, da je njegovo zdravstveno stanje izredno slabo, slep je in krutost bolezni ga napada. In na nek način se Frančišek strinja, da bi pač bil v tistih zadnjih trenutkih v plemeniti in bogati palači. Da bi na nek način olajšal svoje trpljenje, ko potrebuje pomoč in tolažbo. Morda so nekateri to izpustili ravno zaradi tega, ker se za Frančiška, ki je velik ubožec, ki je na nek način se odpovedal temu svetu, to preveč luksuzno. Ampak Frančišek je človek kot vsak od nas in tudi sprejme pomoč zdravnika in pa tudi povabilo škofa, da naj preživi tam nekaj trenutkov. Tukaj gre za dva dogodka. Prvič je, ko pokliče nekaj bratov, da bi mu v tem trenutku prepevali hvalnice. Tudi če so te hvalnice molitve, bi marsikdo rekel, zakaj pa hoče zdaj, da ti ljudje prepevajo in da te tolažijo s temi hvalnicami. Ampak tudi očitno sam želi, da bi ga ti bratje razveselili s petjem hvalnic. Tam zraven pa niso samo ti bratje, ki prepevajo, ampak še nekateri drugi, ki to slišijo. To so tako imenovani čuvarji trupla. Zakaj gre? Vedeli so, pričakovali so, da bo Frančišek umrl in da ga slučajno po smrti ne bi ukradli, kajti mesta, ki so imele svetnika in so se s tem ponašala, so bila na preži, da bi takšno posmrtno telo tudi imela in so seveda pazili na to, da se to ne bi zgodilo. In bi morda kdo rekel, zakaj ga sedaj potrebno tolažiti s petjem, namesto da bi Frančišek v tihoti molil in se pripravljal na smrt. Ampak te hvalnice mu torej pomagajo, da obvlada bolečino. Takole pravi, brat naj se veselim Gospodu in njegovih hvalnicah sredi svojih žalosti, kajti po milosti Svetega Duha sem tako tesno povezan s svojim Gospodom, da se po njegovem usmiljenju lahko veselim v najvišjem. Se pravi, Frančišek priznava neko določeno žalost in te hvalnice Bogu ga torej tolažijo. To je prva stvar. Druga stvar pa je tukaj dogodek pogovora, dialoga med Frančiškom in zdravnikom, ko Frančišek pravi, zdravnik, povej mi resnico.
nisem strahopetec. Po Božji milosti bom nekako to že prenesel. Jasno je, da po tej želji, da bi izvedel resnico o sebi, na nek način čuti to tresenje pred smrtjo. Je kot tisti, ki čaka tudi na sodbo, na končno sodbo. To smo videli v tistem besedilu, ki ga piše. Frančišek se jasno zaveda, pred koga gre. In ta odgovor, slavni odgovor človeka, je njegov, ki sprejema svoj strah, vendar pa ostaja odprt za dogodke v besedah: pozdravljena moja sestra smrt. Jo torej pozdravi. To sta torej dva takšna dogodka. Po eni strani petje hvalnic kot tolažba bratov, po drugi strani pa ta dialog med Frančiškom in zdravnikom. Potem pa se preselimo na drug kraj, v Porciuncolo, in na tej poti iz Asizija, iz škofijske palače v Porciuncolo, se Frančišek ustavi še nekje. In sicer danes to kažemo kot kraj Casa Gualdi, kjer na nek način hoče zapustiti Asizij tako, da ga blagoslovi. Bratom reče, naj ga še zadnjič na nosili obrnejo proti Asiziju, da da blagoslov temu mestu, ki mu je seveda tudi omogočilo, da se je srečal z Bogom in da lahko danes, v tistem trenutku, objame tudi smrt tam, kjer je srečal življenje. In takole pravi, da bi ta kraj, namreč Asizij, bil vedno bivališče tistih, ki te poznajo in slavijo tvoje blagoslovljeno ime. Blagoslovljeni so torej vsi, ki so prebivalci tega mesta, pa tudi tisti bodoči, ki bodo tja prihajali. Gotovo smo tudi mišljeni tu mi, kadar smo romarji. To je torej, gre za blagoslov mesta. Potem pa se preselimo že k Porciuncoli. Tukaj je omenjeno petje hvalnice stvarstva. Tej hvalnici, ki jo je že prej napisal pri svetem Damjanu, narekoval bratu Leonu, doda še tisto pomembno kitico: hvaljen moj Gospod v sestri smrti. In tukaj je tista prošnja bratu Leonu kot tajniku in bratu Angelu, da mu jo zapojeta. Tukaj torej v tem petju najde uteho. Morda bi mislili bolj kot neki liturgičnih, bogoslužnih besedilih, najde uteho v tem prepevanju, ki ga spominja, glasba spominja tudi na tiste trubadurske pesmi, ki je včasih kot mladosti prepeval. In tako se je znal najbolje izraziti in srečati Boga. In zanj je bil to najprimernejši način priprave, čeprav gre za resnost smrti. Ne preneha biti norec s pesmijo, podprt v zadnji bitki. V našem samostanu v Asiziju, v biblioteki, obstaja torej original te hvalnice stvarstva. Zanimivo, zgoraj je nekaj prostora. Ne vejo, zakaj je ostal ta prostor, ampak teoretiki pravijo, da je verjetno tam bil namenjen prostor, da bi zapisali notno tisto melodijo, po kateri se je ta pesem prepevala. Seveda to se ni ohranilo, tako da lahko samo domnevamo, da gre verjetno za kakšno melodijo v stilu kakšne trubadurske pesmi. To se pravi, tukaj Frančišek sreča smrt kot sestro, ki seveda tudi celo kot strašna in sovražna prihaja kot sestra in jo hvali. In na nek način jo povabi: dobrodošla moja sestra smrt. Torej, to je tudi ta drugi dogodek. Prvi je bil blagoslov mesta, drugi dogodek je pa sedaj to prepevanje hvalnice stvarstva Frančišku.
Potem je pa tukaj omenjen še en dogodek, in sicer, ko Frančišek prosi brate, naj obvestijo eno plemenito gospo iz Rima, ki je verjetno tudi bila bogatejša gospa, pri kateri se je, ko je bival v Rimu, tudi večkrat oglasil, ki je bila takšna pobožna, neka žena, Bogu vdana, ki ga tudi, ko ga je pogostila z piškote, to so bili menda neki mandeljni, predvidevajo z sladkorjem oziroma z medom, in pravi, naj mu prinese, da naj bratje obvestijo, da naj mu prinese tuniko, v kateri bi rad bil pokopan, in pa seveda te piškote, še za konec. In nek vir pravi, da še preden so bratje uspeli poklicati to gospo, se je ta gospa že tam v bližini prikazala. Je torej že sama prišla. Se pravi, tukaj gre za neko tisto človeško noto, dejanje, po navzočnosti nekoga. Verjetno vsak od nas si bo želel ob svoji smrti navzočnost nekoga. In tukaj na nek način odpade tista klauzura, o kateri govorimo. Lahko se približa tudi ženska, žensko srce, ki ga v tej trenutku tolaži. Frančišek se prikaže kot človek s potrebo po tolažbi in bližini, po prijateljstvu, po nežnosti. Torej, po teh virih umre Frančišek kot človek s potrebami in strahovi. Čisto ta človeška dimenzija. Pa morda ga še enkrat ponovim. Torej, dve vrsti, dva kraja, Asizi, škofija, prepevanje hvalnic, dialog z zdravnikom, potem blagoslov asiškega mesta na poti do Porciuncule. Namreč tam je hotel umreti, kjer je, vemo, dobil tisto povabilo za poslanstvo, 24. februarja, ko je bil na praznik apostola Matija, prebran evangelij, naj bratje grejo po svetu, brez zlata, brez srebra in tako naprej, naj ozdravljajo bolnike in tako naprej. In tam, kjer je torej dobil svoje poslanstvo za življenje, tam želi tudi skleniti svojo pot. No, sedaj pa si bomo ogledali še tak drug, na nek način, vir, to pa sta Bonaventura in pa Celano, ki izpuščata to človeškost. Vemo, zakaj nastajajo ti življenjepisi. Celano je dobil navodilo, tam okrog 1228 do 29, naj napiše življenjepis, ki ga bodo gotovo tudi imeli kot tistega, ki prikazuje Frančiška kot svetnika in kot vzor bratom, kot neke vrste zgled popolnosti. In kot Frančiška, ki je seveda osvobojen tega trpljenja, tiste človeškosti, potreb, jasnosti, temu se Frančišek vse odpovedal, palači, vse to je odstranjeno. In seveda vemo, da kasneje je bil ta Celanski nekako odstranjen kot življenjepis in so naročili Bonaventuro, naj napiše novega, ker se jim je zdel mogoče preveč nedosleden, ampak Bonaventura je uporabil nekatere prilike iz Celanskega, jih morda razvil, teološko obdelal, svetopisemsko opremil. Tako da, če boste brali, ko boste imeli možnost, boste videli, da je tukaj res takšen lep jezik, ki spominja na svetopisemsko stavke. Frančišek torej kot tisti, ki je v celoti izpolnjeval evangelij svetopisma. In v teh biografijah ne umre Frančišek kot človek, ampak Frančišek kot svetnik, kot junak, kot velik borec, kot zgled krščanske popolnosti. Vsak človeški element je tukaj odstranjen pripovedi, ni tega, kar sem prej povedal, tudi ni omenjena brat Jakoba,
Ampak je seveda tukaj na nek način predstavljen Frančišek, ki je smrtjo zaključil, sklenil neki teološki proces svojega življenja, ki se sreča skrivnostno z smrtjo. Gre za to mistično izkušnjo. Zato tudi Bonaventura začne svojo pripoved o Frančiškovem umiranju pri Porciuncoli. Prejšnje dogodke izpusti. Se pravi, Bonaventura je napisal veliki življenjepis, potem pa tudi manjši življenjepis, Legenda minor, ki pa je bila za bogoslužne namene pri tisti 9-dnevnici, ko so se pripravili na praznik svetega Frančiška, pa so vsak dan prebrali nekaj, da bi lahko takrat prebrali in se pripravljali na to praznovanje. Gre za to, da hočejo predstaviti Frančiška kot alter Kristus, kot drugi Kristus. Tega izraza menda Bonaventura ne omenja, ampak gre pa za to. V kakšnem smislu? Ne v teološkem smislu, kajti Frančišek ni bil alter drugi Kristus v tem, da bi bil on odrešenik nas. Odrešenik je samo eden. Ampak kot tisti, ki ga je dosledno na nek način ponotranjil in živel, ki ga je, če smem preprosto reči, posnemal. In Bonaventura omenja eno zelo zanimivo značilnost, da je Frančišek hotel umreti gol na zemlji. Želijo biti položen gol, da bi se tam gol boril z golim sovražnikom. On to bitko bije že od vsega začetka, že od svojega spreobrnenja. In to je bila bitka proti svetu. In vidite, on je živel v boštvu. In pravzaprav želi izročiti Bogu ne samo tiste materialne stvari, katerim se je odpovedal, ampak tudi svoje telo. Zato gol umre, da bi se popolnoma ločil od svojega telesa. Se spomnimo, da se Frančišek sleče že pred asiškim škofom, ki jo izroči svojo obleko očetu. Se pravi, je borec proti temu sovražniku, če bi lahko rekli pohlepu. In še nekaj je. V tradiciji cerkvenih očetov je bila ena misel zelo navzoča. Namreč, če se vi spomnite, kako se borijo v amfiteatrih, ko se slečejo skoraj do golega in se pomažejo z različnimi mazili, tako da te sovražnik ne more zagrabiti, da te ne premaga, da te ne vrže na tla. Tako je na nek način tudi tukaj navzoče to, da Frančišek vidi tega sovražnika ravno v materialnih stvareh. Tako da bi se na nek način boril proti temu. In pravi, ko me boste videli, da bom kmalu umrl, položite me na tla golega kot predvčerajšnji in mrtvega, kot sem bil, naj ležim tako za čas, ki je potreben, da udobno prehodimo miljo ceste. Očitno so ga dvakrat po tem besedilu položili golega na tla. In potem pravi Bonaventura, kolikor je lahko, je izbruhnil v tem psalmu: glasno kličem Gospodu za pomoč, svojim glasom prosim Gospoda. In ta psalm je izmolil do zadnjega verza: izvleci moje življenje iz ječe, da bom lahko dal milost tvojemu imenu. Hvaljen bodi moj Gospod v naši sestri telesni smrti. Še ena stvar je tukaj pomembna. Frančišek se spominja, da tudi Jezus Kristus za nas na križu umrl gol. Tudi tukaj se mu želi na nek način približati. In pripoveduje tudi Bonaventura, da so bili okrog bratje in so bili kar malo v nerodnem položaju in brat je slekel, brat Guardian
je slekel svojo tuniko oziroma mu je dal drugo tuniko in Frančiška pokril. In kaj mu je rekel? Pod pokorščino ti zapovedujem, da sprejmeš to tuniko in jaz ti jo samo posojam, ker je vedel, da se Frančišek vedno vsemu odpovedal in da Frančišek ne bo hotel tega sprejeti. Tako, in potem je sprejel, ker je vedel, da ni njegova. Tako. Tudi je zanimivo, Frančišek takrat, ko je bil gol, skrival svoje stigme, svoje rane. Tudi to mu je torej na nek način povzročalo tiste bolečine, o katerih sem govoril na začetku. In ko je tako bil položen, je izrekel ene najpomembnejših besed, ki jih opisujeta tako Pčelano, kakor Bonaventura. Ko je rekel svojim bratom, jaz sem svoje izpolnil, Kristus pa naj vas pouči, kar je vaše, oziroma kar morate vi narediti. Torej ne jaz in moj življenjski zgled, ampak Kristus naj vas pouči, kar je vaše. Tako. Potem, to je ena stvar, hoče bolj omejiti. Druga stvar je pa blagoslov bratov. Frančišek želi, da so bratje ob tem trenutku tudi navzoči, kar je logično. V teh dramatičnih trenutkih se torej želi dotakniti tudi bratov, želi biti obkrožen z brate. Torej zato Bonaventura tukaj izpušča seveda tisto sestro Jakobo. Zakaj? Namreč brat Elija ob tistem prvem pismu, ki je najstarejši zapis, ko sporoča celotnemu redu o smrti svetega Frančiška, zapiše, da je Frančišek takrat odpustil vsem bratom. Vemo, da so bili v redu napetosti, niso mu več sledili, ker se jim je zdel prestrog. To so bili tudi nasprotniki, razne diskusije, ki mu ne sledijo, ampak Frančišek hoče biti tukaj tudi podoben Kristusu. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. To je molitev Jezusa na križu. Torej tudi tukaj ga želi Frančišek posnemati in takole pravi, z očetovsko naklonjenostjo jih spodbuja k ljubezni do Boga. Ko jim nameni te zadnje besede, spodbuja jih najprej k ljubezni do Boga. Prva stvar. Na dolgo jim je govoril o potrpežljivosti. Zato sem prej omenil, da tudi moramo mi biti malo potrpežljivi danes, ko smo se malo s tehniko ukvarjali. O potrpežljivosti. Jaz se spomnim enega našega bivšega generalnega ministra v Asiziju, ki je živel v Frančeskanovo, pa smo ga bogoslovci, ker smo imeli srečanje, obiskali, pa mi ni bilo jasno. Tistih par minut, ko smo bili na obisku, ne vem koliko krat je rekel, pacienca, potrpežljivost. In vemo, bratstvo je potrebna potrpežljivost, kakor pri vas doma je potrebna potrpežljivost, brez tega ne gre. Se pravi, je govoril o potrpežljivosti, potem o spoštovanju gospe uboštva. Tretja stvar, uboštvo. Ter bolj kot katerokoli drugo vodilo priporočal sveti evangelij. Vemo, Frančišek je dobil potrjeno vodilo od papeža. Pa ni rekel, spolnjujte to vodilo dobesedno. Ne. To so samo tehnične pravne norme. Priporočal je sveti evangelij. Medtem ko so bili vsi bratje okoli njega, je nadnje stegnil roke, jih prepletel v obliki križa, naredil gesto, ki jo je tako ljubil in je vse sedanje in prihodnje blagoslovil v moči in v imenu križanega Jezusa Kristusa. Na koncu jih blagoslovi. Se pravi odpuščanje in blagoslov. Zadnja gesta je torej bila usmerjena k Bogu, prvemu in zadnjemu temelju svojega obstoja. Frančišek jim je tudi spregovoril o preizkušnjah, ki bodo prišle na red in res te se kar kmalu pojavijo.
In pa zanimiv je še en odlomek, ki govori o tem, kako ga je Klara hotela videti, pa seveda ga ni videla, ampak je Frančišek celo po bratih pisno sporoči, da ga bo kmalu videla. Ampak resnično potem, ko umre, grejo z Frančiškovim telesom mimo samostana svetega Damjana, da se lahko tudi od njega poslovijo sestre Klarise in sestra Klara. Tretja stvar, ki je zelo pomembna pri Bonaventuri, pa je, da je Frančišek spremenil svoje umiranje v neke vrste obred. Bogoslužje. To je tudi vprašanje nam, kako mi spreminjamo umiranje v bogoslužje. Zakaj? Želel je, da bi ta njegovo umiranje na nek način spominjalo na zadnjo večerjo. Mi bi morda rekli, ja, na sveto mašo mogoče tudi. Gre za besedo in gre za kruh. Beseda, prvi del, in kruh. Takole pravi Čelanski. Medtem ko so bratje jokali grenke solze in se žalostno pritoževali, si je dal prinesti kruh. Ga blagoslovil, razlomil in vsakemu dal košček za jesti. Poleg tega je zahteval evangeljsko knjigo in prosil, naj mu preberejo evangelij po Janezu, ki se začne pred velikonočnim praznikom. In tako dalje. V tistem trenutku se je spomnil na sveto večerjo, ki jo je gospod zadnjič praznoval s svojimi učenci, in vse to je storil v častni spomin na tisto večerjo, da bi pokazal, koliko ljubezen goji do bratov. Tisti evangeljski odlomek, vemo, govori o Jezusu, kako umiva učencem noge. To jim je hotel zapustiti. To je neke vrste oporoka. Tudi vi, bratje, ne pozabite. Umivajte noge drug drugemu. Tako. In spominja na tiste trenutke pred Jezusovo smrtjo. Kaj je Jezus storil pred smrtjo? Poglejte, to je velika stvar. Bi vi umili noge nekomu, za katerega veste, da vas bo izdal? On je umil noge tudi Judu. To je brezpogojna, neskončna ljubezen. In tudi v tem je gotovo hotel biti Frančišek podoben Kristusu. Zato tisto odpuščanje bratom, odpuščanje bratom in sprava z brati. In potem seveda sledi ta tranzitus, 3. oktober, zvečer, sobota, leta 1926, Bonaventura je zapisal, ko so se v njem izpolnile vse Kristusove skrivnosti, je z veseljem odletel k Bogu. Škrjanci, ki so prijatelji svetlobe in se bojijo večerne teme, so v trenutku, ko je svetnik prehajal v večnost, kljub temu, da se je že bližala noč, prileteli v velikih jatah nad streho hiše in z nenavadnim veseljem krožili ter dajali veselo in očitno pričevanje o slavi svetnika, ki jih je tolikokrat povabil, naj slavijo Boga. In to je bilo v 14. poglavju, 15. pa takole. Frančišek, služabnik in prijatelj najvišjega, ustanovitelj in voditelj reda manjših bratov, zagovornik moštva, vzor pokore, glasnik resnice, ogledalo nebeške milosti, je z urejenim napredovanjem, začenši skromnimi začetki, dosegal najvišje vrhove. Kaj vse je v enem stavku povedano. Pot srečanja s smrtjo je za Bonaventuro dokončno dejanje razodetje resnice, ki je postala očitna že v stigmah. V Frančišku je človek s svojimi strastmi in strahovi popolnoma izginil, da bi se razodel kot popoln posnemovalec Kristusa, kot tisti, ki je vnaprej premagal smrt, ko se je z njo soočil kot zmagovalec. Bonaventuru se torej ne zgodi dejanje smrti, saj svetnik ne umre, temveč gre k Bogu, tja, kamor je že prišel svojo zmago nad mesom. Brata Frančiška ni bilo več. Ostal je samo sveti Frančišek, serafinski ubožec iz Asizija, svetel in sijoč, Kristusov vitez
ki je zmagal tudi zadnjo in dokončno bitko, da bi si zaslužil najvišje mesto v nebesih med serafini. Upam, da še par minut časa. Želel bi se dotakniti še ene stvari, ki jo morda to leto premalo omenjamo. To je pa oporoka. Frančišek je to leto napisal tudi oporoko. Najprej eno krajšo sijensko, ker se je mudil še v Sijene in je že tam kazalo, da bi naj umrl, in je takrat napisal kratko oporoko. 3 temeljne teme so bratska ljubezen in medsebojno spoštovanje. Drugič, ljubezen do gospe uboštvenosti in podrejenost predstojnikom in klerikom svete cerkve. Vse to, kar se kasneje ponovi še v tisti veliki oporoki. To sijensko je napisal nekje maja, tisto veliko oporoko pa napisal avgusta ali septembra, se pravi 2 meseca ali pa kakšni mesec pred smrtjo. In tam notri jasno napiše: bratje naj ne rečejo, da je to drugo vodilo. Se veste, oporoka ima svojo težo. In na začetku neke vrste nastal prepir med brati, kaj ne izpolnjujejo Frančiškove besede, kaj je to njegova zadnja želja, ki jo treba spoštovati, ali tisto vodilo, ki mu je morda na nek način tudi strani cerkve bilo vsiljeno, pa ni bilo vsiljeno. Frančišek v vodilo jasno uporablja besedo jaz, za tem stoji. Le da so mu v Rimu pomagali preko kardinalov, da to besedilo dobilo neki pravni značaj, pravno moč. Se pravi, ampak pravi, naj to oporoko razumejo kot tisto, da bi vodilo spolnjevali bolj katoliško. Da bi bilo, torej, ta oporoka bila neke vrste ključ za razumevanje vsega. In 3 stvari samo. Prvič, jaz, manjši brat Frančišek, dajem vam svoj blagoslovljenim bratom. Jaz, manjši brat Frančišek. Tukaj uporabi besedo brat. Pred smrtjo se ne hecaš z besedami. Tukaj res hoče povedati, da je pravi brat. In da je dobil tiste brate v dar. Kljub napetim odnosom, kot smo rekli, gre neke vrste za spravo. Seveda v teh odnosih se zaveda, da bratje dozorijo, da bi sprejeli raznolikost. Sam si pred tem torej ne želi več prilahčati reda, vizije, osvobojenje, gospodovanja. Lahko bi rekli, da gre za tisti Kristusov kenozis, izprazni samega sebe. To je bila tista zadnja točka še na laverni, ki jo je moral storiti. On, ki je bil voditelj reda, odpovedati se vsemu, kakor Jezus na križu. Ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. In tukaj bi omenil en zelo zanimiv spis, Popolno veselje, ki ga poznate. O tem ste že slišali, brali, samo da na kratko, ko vpraša brata, kaj je to popolno veselje. Če bi vsi profesori v Parizu stopili v red, bi bilo to popolno veselje? Ne. Če bi vsi vladarji, angleški pa francoski kralj stopila v red? Ne. Pa če bi brati šli po svetu in bi se vsi ljudje spreobrnili, ali bi bilo to popolno veselje? Ja, kaj si mi želimo danes drugega kot to, da bi se cel svet spremenil? Pravi ne. Ja, kaj pa pol? Ja, pridem premražen iz Peruže, tako da mi od vode in tistih kapljic, ki se spreminjajo v led, toče po kolenih in spodaj po mišicah in mi začne teči kri. In pridem na vrata samostana bratu in prosim, naj me sprejmejo, pa rečejo, ne poznamo te, pojdi, odkot si prišel. In pravi, vidiš, če bi to sprejel v ponižnosti in če bi to sprejel brez godrnjanja, potem je to popolno veselje. Mi se včasih pohecamo, če kam priješ, pa nam ne sprejme, pa rečemo, da doživimo popolno veselje, ki si ga sicer velikokrat ne želimo. Ja. Ampak, veste, tukaj gre pravzaprav za mnogo globljo stvar kot neka kateheza o potrpežljivosti. V ozadju se zrcali to, kar je pravzaprav red naredil s Frančiškom. Ja. Na koncu ga niso več morda sprejeli. In to je sprejel s potrpežljivostjo. To je popolno veselje. To je človek, ki je osvobojen, brezpogojno, ljubi, ne glede na to,
kakšni so bratje. Torej, identiteta brata je v tem, da prinaša mir, v miru. Ne. In Frančišek pravi, z vami sem brat, sam bom izpolnjeval vodilo, tako kot vsi, za vas pa Frančišek. Kaj pomeni? Tisti karizmatični vidik, to, kar Frančišek je, njegova duhovnost. Ne. Druga stvar je potem, ki jo rad omenil, je, da bi bolje izpolnjevali vodilo. Naj bratje ne mislijo, da gre za drugo vodilo, ne, da gre za neko nadomestilo. Oporoka ne nadomešča pravnega teksta, naj ga berejo, pravi, skupaj z oporoko. Skupaj z oporoko. Pomeni, naj na eni strani ostanejo predpisi, pravne norme in določbe. Oporoka pa neke vrste duh. Veste, kot gre pri človeku za kosti in meso. Ne? Tako naj tisto vodilo berejo v duhu. Jaz se spomnim, mi imamo na začetku konstitucij, ne, duhovni uvod, ki so pravzaprav Frančiškove besede, njegova duhovnost. Da bi bolj razumeli torej te norme, ki so včasih grobe, v duhu. Ne. Duh je tisti, ki oživlja. Ne. Črka lahko ubija. In kot brat je torej Frančišek tudi pokoren vodilo, kot Frančišek pa postane merilo za brate. Ki pravi, da se lahko tudi to vodilo spreminja. Mi imamo danes konstitucije. Družbeni sistemi, red se spreminja in je potrebno nekatere stvari pač tudi spremeniti. Ne? Frančišek je na primer v našem vodilu napisal, bratje naj ne jahajo. Ne? Kaj je hotel povedati? Ne? Danes bi rekel, danes bratje naj se ne vozijo z Mercedesi. Ne? Ja, ker je kon bil takrat neka ne? Ja. Naj ne sprejemajo denarja, jasno napisal. Danes veste, da ne moremo živeti brez tega. V tej družbi, v tem sistemu. Ne? Jaz se včasih malo pohecam, ne? Se kmalu ne bo treba več sprejemati denarja, ko bodo kartice, pa bomo spet Frančiška lahko boljše upoštevali. In tretjič, to je moja oporoka, ki jo dajem. V oporoki je napisal najprej spomin. Kaj je ta spomin? Spomin je v tem, kako je on začel svojo poslanstvo med gobavci, med najbolj zavrženimi, obrobnimi, ubogimi. Naj bratje tega ne pozabijo. In druga stvar, kot opomin in spodbuda, tukaj so 4 spodbude. Uboštvo domovališč, naj bodo bratje brez privilegijev. Ne? Tudi tisti, ki bi morda rekli, zaradi pastorale pa rabimo to, pa ono in tretjo. Ne? Tu se moramo danes kar malo vprašati. Naj od papeža ne zahtevajo nobenega privilegija. Potem druga stvar je pokorščina cerkvi, ne glede na to, kakšni so njeni predstavniki, sveti ali grešni. Potem spoštovanje revnih duhovnikov, češčenje Evharistije in svetih besed. Četrta stvar, delo in miloščina v času stiske. Bratje naj delajo, mi nismo beraški red. Če pa je to premalo, pa če imajo bolnike, ki ne morejo delati, pa lahko gre za nje tudi prositi. Tako. Vse ima povezavo z vodilom, torej, ki ga razširja, in temu vodilu dodaja torej sveto zgodovino, spomin na sebe. In to je v prvi vrsti živeti po evangeliju. In morda za sklep samo, Frančišek je večkrat brate povabil, začnimo bratje delati dobro, do sedaj smo bolj malo ali nič storili. Frančišek se vedno zaveda, da je najbolj pomembno pri tem, ko čakamo smrt, nenehno spreobrnenje. Nenehno spreobrnenje. In da si za konec čisto izposodim njegove besede, jaz sem svoje izpolnil, kar je vaše, kar je vaša dolžnost, pa naj vas pouči Kristus. To sta zapisala tako Celano, kakor Bonaventura. Jaz sem svoje izpolnil, kar je vaše, pa naj vas pouči Kristus. Hvala lepa.